5. del. Takrat, ko je zbolela sestra, sem jaz v sebi našla eno moč, da sem v bistvu začela raziskovati sebe in svojo psiho. Tako da sem v resnici neskončno hvaležna za ta dogodek, čeprav je bil takrat zelo stresen in tudi kar travmatičen za mene, ampak mi je pomagal, da sem dejansko začela rasti in da sem dejansko začela se posvečati sebi. Takrat nisem znala drugače. Želela sem si postati boljša, želela sem si postati močna, drugačna, pa ne za sebe. Takrat sem to želela narediti za druge, da bi bila drugim všeč, da bi me drugi sprejeli. Mislila sem tudi, da če bom jaz močna, bo moja sestra lažje premagala bolezen. Mogoče tudi delno je bilo to res. Mogoče pa sploh ni imelo nobene veze z mano. Takrat pač drugače nisem znala. Jaz sem svoji sestri takrat stala ob strani skozi dolge telefonske pogovore. Jaz sem živela v Mariboru, ona se je zdravila v Ljubljani. Pogovarjale sva se ure in ure, ampak ne spomnim se niti, kaj je bila tema najinih pogovorov. Na obiske k njej si niti nisem upala, ker sem imela ogromen cmok v želodcu. Kadar sem morala res po sili razmer domov, po pošto in take stvari, sem v bistvu imela kar težave sama s sabo. V meni je bilo toliko enega strahu, prebavne motnje so se mi pojavile. Takrat so se mi začele tudi pojavljati in ponavljati vnetja ledvic in mehurja. In to tako kar močna vnetja, tako da sem kar pridno jedla antibiotike vsak mesec. Bolečine so bile kar grozne. Moj želodec je takrat začel zavračati ogromno ene hrane. Po zaužitju te hrane sem imela take grozne krče v želodcu, tudi po uro ali več je trajalo, oblival me je mrzel pot, dejansko ničesar nisem mogla. Obležala sem v tistem krču, v tistem mrzlem potu, dokler se pač niso tisti krči umirili. Takrat sem lepo šla k zdravniku, dobila sem zelo močne tablete za želodec in takrat mi je bilo rečeno, da bojo pač te tablete ostale za celo življenje. Nisem se toliko ukvarjala s tem, da sem si verjetno želodec tudi uničila z antibiotiki. Pač, ko sem dobila vnetje ledvic ali mehurja, sem pač šla po antibiotike, ker drugače se nisem znala takrat pozdraviti. Tisto leto sem na faksu kar težko izdelovala letnik. Komaj sem skupaj spravljala šestke, začela sem se zapirati v sebe. Odgnala sem v bistvu vse svoje prijateljice, ko so mi takrat stale ob strani, poskušali so mi tudi odpreti oči, da tudi v takratnem partnerskem odnosu nisem glih deležna nekega razumevanja in spoštovanja. Ampak sem takrat zavrnila njihova namigovanja, ker pač nisem želela izgubiti takratnega partnerja. Čutila sem močno dolžnost, hvaležnost, da pač se mu nekako oddolžim, da ne smem niti pomisliti na to, da kaj ni v redu, zato ker pač mi je pomagal, da mi ni bilo treba več živeti doma. Opozorila svojih prijateljic sem v bistvu dojela, kot da moram zbrati stran. Da če bom ostala s partnerjem, pač me one ne bojo več podpirale. Na njegovi strani sem pa tudi čutila nek pritisk. In v bistvu noben od tega ni zahteval od mene, nobena stran. Ampak to je bilo moje dojemanje, moje prepričanje in jaz sem takrat pač zbrala stran in sem ostala s takratnim partnerjem.
zaradi svojih zdravstvenih težav, pa zaradi sestrinih zdravstvenih težav, takrat niti nisem imela energije, da bi se spuščala pa razmišljala, kdo ima bolj prav. In jaz mislim, da je pač moglo tako biti, da sem se takrat v tistem trenutku za takratne razmere prav odločila tako, kot sem se, ker če ne bi doživela izkušenj in preizkušenj, ki sem jih doživela, verjetno tudi ne bi toliko časa posvetila temu, da raziščem svoje strahove, svojo jezo, svojo žalost, svoje te, ne želim se izražati negativna čustva, ampak ker čustva v resnici niso negativna pa pozitivna, ampak tisti višek teh čustev, ki v bistvu mojemu telesu niso delali usluge in mu niso bili v pomoč, ampak sem že na nek način sama sebi škodovala s svojimi mislimi in res tega, kar sem doživela, res ne bi bila tu, kjer sem zdaj. In ne glede na to, da so bile v mojem otroštvu in mladosti zelo težke preizkušnje, sem hvaležna, da so se zgodile, ker so mi pomagale zrasti v osebo, katera sem zdaj. Pomagale so mi, da sem odprla oči ob pravem času, ko sem bila na to pripravljena, da sem se začela zavedati svojih vzorcev reagiranja, da sem se začela zavedati svoje komunikacije, zmožnosti komunikacije oziroma nezmožnosti, svoje nezmožnosti reševanja konfliktov, svojega pretiranega sramu, svoje nesamozavesti. In ko sem se tega začela zavedati, sem dejansko lahko začela delati na tem, da postanem boljša. In takrat enkrat sem mogoče nekje potihem začela tudi verjeti v to, da si sama zaslužim, da sem boljša, da je meni boljše, ampak nisem se znala tega lotiti še na prav način. Je trajalo še kar nekaj let, da sem začela imeti sama sebe rada. Več pa v naslednjem delu.